Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja, njihove talente in recepte za uspeh. Z menoj je danes Violeta Bulc. Zdravo. Lep pozdrav. Zdaj, da spoznate Violeto, jaz bom predstavil njen v bistvu kratek, ampak hkrati zelo bogat življenjepis. Zdaj, Violeta je bila oziroma je svetovalka predsednikov, izvršnih direktorjev, članov uprav, bila je komisarka za promet Evropske unije, bila je podpredsednica Vlade Republike Slovenije, ministrica odgovorna za kohezijo in razvoj medstrukturnih strateških projektov, je tudi lastnica in ponosna direktorica podjetja Vibacom, bila je gostujoča profesorica, bila je članica programskega svetovalnega sveta na Univerzi Stanford, ima tudi 2 knjige, ogromno nekih člankov in pa je tudi podjetnica, inovatorka, inženirka in pa popotnica skozi prostor in čas. In zdaj pa še najbolj pomembna stvar, oziroma zadnja stvar, poleg tega, da si prejela trikratna nosilka nagrade Feniks in pa da imaš črni pas, si pa tudi evangelist ekocivilizacije. Kaj pa to pomeni? Zdaj moram najprej globoko vdihati po vsem tem zelo intenzivnem uvodu. Pa pojva res na najbolj hot temo. V svetu, v Sloveniji, pri meni doma ves čas se dogajajo impulzi, ki govorijo o tem, da tako kot živimo zdaj, ne moramo več živeti naprej. Prišli smo do tistega roba oziroma smo stopili že čez rob, ko enostavno presegamo kapaciteto tega čudovitega planeta Zemlje z svojim ekspanzijskim obnašanjem, ki nima v modelu vgrajene te ekološke zanke oziroma nekega krožnega gospodarstva, koncepta krožnega gospodarstva, da bi seveda tudi vračali nazaj nekaj, kar je uporabno potem nam in bodočim generacijam. Jaz se s tem konceptom ukvarjam že od leta 2012, vendar meni se zdi, da je bilo takrat malo zgodaj, ampak prvi članek je bil takrat napisan. No, zdaj v tem času koronavirusa, ko smo imeli pa malo več časa sedeti in razmišljati, so se pa začeli kristalizirati mogoče modeli tudi na osnovi moje izkušnje v Bruslju, kako bi lahko vendarle sobivali, pa ne uničevali drug drugega, ampak imeli neko trajnostno vzdržno prihodnost. In tako se je rodil koncept ekocivilizacije. Civilizacije so se spreminjale v zadnjih par tisoč let, 100.000 let, ves čas. Jaz ne vem, zakaj ne bi tudi vi bili del enega tazga shifta. In če dobro pogledaš, so ti znakci vidni, kaj to pomeni. 2 primarna cilja. Zemlja kot ekološka cona galaksije in pa človek kot odgovoren raziskovalec vesolja in po možnosti tudi tisti, ki bo prenesel našo raso tudi na druge planete. Poudarek je pa na odgovornem, ker v tem trenutku, kar mi počnemo, tudi v vesolju vse prej kot odgovorno. Daj mi povej, če bi bila midva sošolca v gimnaziji in to zmeraj vprašam, kakšna je bila Violeta? Jaz sem bila takrat popolnoma predana športu, zelo osredotočena, šport mi je bil vse. Pa ne samo eden, trenirala sem veliko različnih stvari, všeč mi je bil šport in vsakeč znova zaradi moje postave, zaradi tega, ker smo veliko doma v vinogradu delali in je bilo telo zelo dobro narejeno, sem seveda zelo hitro prišla v najrazličnejše selekcije in se vedno znova umaknila, ker mi je bil všeč šport, ne tekmovanje. Pa vendarle na koncu pol prestala v državni reprezentanci, še jugoslovanski, ampak zelo mi je bil všeč srednja šola, zaradi tega, ker smo se takrat res oblikovali. In če bi z mano hodil v gimnazijo, bi ziher se srečala na krožku, ki ga je vodil Matjaž Berger, in sicer književno, rekla, filozofski krožek, kjer smo brali najbolj zahtevne avtorje, se o njih pogovarjali in se s tem nekako ustvarjali svoj odnos do sveta. Super. Daj mi povej, ti si zamenjala kar ogromno nekih pomembnih vlog, položajev, pa če se malo dotakneva tvojega stila vodenja, kako misliš, da se je tvoj stil vodenja spremenil od tega, ko si bila, ne vem, evropska komisarka za promet, do tega, da si bila podpredsednica Vlade Republike Slovenije, do tega, da imaš svoje podjetje? Mene je pravzaprav kot nekega vodjo v smislu menedžiranja korporativnih okoljih izoblikovalo malo obdobje v Silicijevi dolini. Jaz sem takrat
takoj po končanem magisteriju dobila zelo zanimivo službo in hitro prevzela vodenje nekega, do takrat še neobstoječega oddelka, in sicer upravljanje globalnih mrež, namreč DHL sistemi so takrat bili prvi, ki so v 176 držav uvedli TCP/IP, kar je bil takrat še akademsko okolje, vendar je bil to ena izjemna izkušnja, no, in je bilo treba to voditi. In takrat sem se zelo hitro mogla naučiti nekih osnovnih pravil. Bila sem mlada, bila sem zelo entuzijastična, res, in prehitro šla do konca. V resnici, ko sem videla eno idejo, sem jo hotela včeraj izpeljati, in je bil ta push je bil kar močan in me je življenje začelo pol malo oblikovati. Počasi sem dobivala malo sporočila, da mogoče pa to ni vedno najboljše, da je treba včasih tudi idejo prespati, da včasih ni najboljše vedno komunicirati vizije, ker so morda samo meni lastne, oziroma so pa toliko tuje drugim, da se prehitro zablokirajo, in sem se naučila, da je treba najprej komunicirati mogoče kakšne izzive, pa priložnosti, pa potem strategije, potem male korake, no in počasi graditi prostor, v okviru katerega potem lahko neke večje vizije uresničiš. No, jaz sem mislila, da sem se samo to naučila, in ko sem prišla nazaj, sem bila 5 let direktorica na Telekomu Slovenije, vodila vse carrier, se pravi operaterske posle, in tudi takrat ponovno prehitro izskočila z eno odlično ekipo. Smo v roku teh 5 let zgradili en čist nov segment, ki prostor takrat za njega ni bil pripravljen. In to je bila spet ena taka huda lekcija, da enostavno ne moreš, tudi če imaš ekipo dobro, ne moreš iz prostora izstopati, ampak moraš se potruditi, da tudi prostor razvijaš hkrati z svojo lastno ekipo in svojo osebnostjo, če seveda hočeš v tem prostoru potem delati. No, se je pa to samo nadaljevalo. Telemachova zgodba me je zelo izučila. To je tisto, kar sicer ne privoščim nobenemu, si pa mora vsak podjetnik želeti, da gre skozi, kjer tudi spoznaš vse lastniške strukture, dinamiko, odnos med lastnikom in podjetnikom. No, in takrat je tudi prišlo potem pri meni do spoznanja, da je pa zdaj čas, da v svoje ideje začnem sama investirati. Ne skozi iskati, kako bojo drugi vame verjeli, ampak ne, zdaj bom pa jaz sama od sebe zavisela, sama bom začela vlagati v to, kar verjamem, da je prav. In tako je nastalo pa to svetovalno podjetje, ki ga zelo težko mi gre z jezika svetovalno, ker je bil nek kreativni ekosistem, kjer smo strankam soustvarjali te tako imenovane modre oceane. In v tem sem se res našla, ta inovativna živca je dobila svoj poligon. Stranke so bile zadovoljne, ker seveda, ko enkrat stopiš v modri ocean, si uspešen. In to sem prinesla potem tudi v politiko. Žalost v slovenskem prostoru zelo kratek čas, no, ampak v evropskem prostoru se mi je to izjemno obneslo. In če je kaj moja legacy, kar je ostalo za mano v Bruslju, je cel kup enih inovativnih programov, ki pa imajo že svoje mesto zdaj tudi v novi finančni perspektivi. In tam sem pa res napolno, in zato mi je bila ta služba tako všeč, uspela uporabiti ta koncept participativnih modelov, gradnje ekosistema, vključevanje vseh možnih deležnikov, od sindikatov pa do industrije, pa do nevladnih organizacij, pa do političnih struktur v državah članicah in znotraj komisije. In takrat sem pa prvič res začutila ta moč enega ubranega ekosistema, ki ima neko skupno vizijo in si zaupa, da bo vsak znal svoje narediti v okviru te skupne vizije, in po rezultati seveda ne zastanejo. Zdaj, jaz imam to srečo, da si zraven mene in ker vidim v bistvu, kako žariš, kakšno strast imaš. Tako da jaz imam 2 vprašanji glede tega. Ena stvar, ki si omenila, si rekla, da si imela v Telekomu odlično ekipo, pa bi se dotaknila tega, kaj je po tvojem mnenju recept za neko dobro, produktivno, highly efficient ekipo. Druga stvar me pa zanima, ti si tudi v bistvu strokovnjakinja za postavljanje inovacijskih modelov, rekla si, da ste v Evropski uniji tudi uvedli spreminjali ekosistem, tako da kako to vzpostavljaš, ko prideš v neko novo okolje, v nek tak položaj, kako pelješ neke spremembe, ideje, inovacije? No, mogoče v ekipi, in tudi to je raslo skozi izkušnje, ampak v Telekomu se je zelo prvič manifestiralo, drugič se je pa v Vibakomovi ekipi še samo res močno potrdilo.
jaz sem začela okrog sebe nabirati, naučila sem se, da moraš okrog sebe nabirati ljudi, ki dopolnjujejo tvoje šibke lastnosti. In tako sestavljaš ekipo. Jaz recimo nisem najboljša v analitičnem delu, oziroma zelo hitro izgubim potrpežljivost in interes, in sem si vedno iskala ljudi, ki so v tem zelo dobri. Ljudi, ki znajo operativno stvari nadzorovati in speljati do zadnje podrobnosti. In sem si vedno v operativo, sem si vedno take ljudi tudi pol iskala. Potem ljudi, ki si upajo svojo glavo razmišljati, plasirati ideje in so toliko narejeni ali pa pol povabim, da se naredijo, da so sposobni sprejemati en zelo dinamičen, konstruktiven dialog. In da razumejo tudi, da včasih se enostavno strinjamo, da se ne strinjamo. In je to tudi okej. In v tem dinamičnem okolju se pa rojevajo dobre ideje. Raznolikost, vedno sem skrbela, in to pa res že od začetka, da sem imela uravnotežene time, pa v žensk, pa v moških. In še vedno tako močno v to verjamem, ker samo na ta način ti res lahko prepoznaš potrebe družbe, ker družba pri nas trenutno je 51% žensk, 49% moških, tle se bo mogoče malo plus minus spreminjalo, ampak če češ ti res dobro identificirati potrebe in tudi hkrati ta prave rešitve predlagati, moraš imeti družbo za mizo, kjer se ustvarjajo te rešitve. Absolutno. Tako bi bile te glavne dve. Zdaj, kaj pa je pri ekosistemih inovativnih bilo ključno? No, to je pa predvsem, da je treba najprej okolje pripraviti. Ker če ti vržeš eno briljantno idejo v okolje, ki za inovacijo ni pripravljeno, jo bo zavrgljeno, kot češ, kdo je pa že to naredil, kje ste pa že to videli, to sploh, kje pa računica, in pri dobrih idejah ni trga, nihče tega še ni naredil, pa tudi računice na začetku še ni. Se pravi, to sledenje enemu konceptu, ki pravi, da moraš imeti seveda generatorje idej, da moraš imeti potem tiste, ki znajo idejo presoditi, vendar je ne soditi. In da imaš tiste, ki potem idejo zapopadejo in zahtevajo, da potem se pokaže neki dodana vrednost, neki konkretni rezultati, in potem tako imenovane staroselce, ki pa potem zaradi že te dinamike, ki se dogaja, so pripravljeni potem to tudi absorbirati in jo vzeti kot svojo, ker jo je nekdo že plačal, nekdo je že potrdil, nekdo je že rekel, da je dobro. In jaz se mi zdi tudi naloga, recimo v nekem okolju, v nekem podjetju vodje, da ustvari te pogoje. Zato se je tudi recimo ta spin-off koncept razvil, da ti umakneš za nekaj časa tudi eno ekipo, ki zelo inovativno razmišlja, da ti ne rasuje cele strukture, pa opazuješ, če je to ta prava ideja za prihodnost, pa celo firmo pustiš, da ta nova ekipa posrka, če pa ne, jo pa prodaš, ali pa ukineš. Zelo zanimivi koncepti. Zdaj, ogromen naših poslušalcev je na začetku svoje kariere ali pa so že mlajši lideri. Pa me zanima, ko prideš na tako pomembno funkcijo, tako vlogo, kako si se ti lotila? Sploh, kaj je prvi korak, ki ga narediš? Prvi korak sem vse svoje ljudi v ožjem timu intervjujala. Zdaj govorimo o Evropski komisiji. Imava vsaj eno okolje. Na tam prvič je treba vedeti, da sem dobila 1700 ljudi. Tako, čez noč. Priznam, tako velike ekipe nisem še nikoli vodila, ampak je pa to v nekih takih koncentričnih krogih organizirano. In najprej sem seveda mogla sestaviti kabinet, kar so bila spet zelo zanimiva pravila. Pol moških, pol žensk. Pol je bilo lahko iz Slovenije, pol so mogli biti tujci. Pol je moralo biti tistih, ki imajo izpit za administracijo evropsko, pol jih je lahko bilo od odzunaj. In v tistih, ki niso bili Slovenci, je bilo treba imeti raznolike pripadnike iz različnih držav članic. Tako da že to je bila ena umetnost. Ampak na koncu smo uspeli. Ne v prvi rundi, ker sem mogla, po mojem hearingu sem imela 2 uri pa pol, da sestavim ekipo, tisti prvi poskus je bil še malo manj uravnotežen, pa smo pa v roku 5-6 mesecev pa to zelo dobro uravnotežili. Tako da prvo res poznati ljudi, da veš, s kom imaš opravka in da veš, kaj so njihove sposobnosti, da jih znaš aktivirati na prav način, pa tudi usmeriti na prave projekte. Drugo, da razumeš globalne trende, v okviru katerih si se sploh znašel in ki imajo nek vpliv na to, kako se bojo lahko vsebine razvijale. Tako da
tukaj mi je zelo veliko pomagal moj background, ker je promet zelo podoben telekomunikacijam v konceptu, sploh pa, ker se je razogljičenje in pa digitalizacija je bil ravno prav moment, da smo mi lahko skozi velika vrata pa not pripeljali evropski promet. In če še eno stvar bolj izpostavim jasno, potem moraš pa skupaj z ljudmi te globalne megatrende preoblikovati v neko vizijo, strategijo, neke ključne cilje, vrednote, s katerimi pol pa delaš. Ne. In za mene je bilo, lahko rečem, zelo uspešen mandat, je bilo najbolj pomembno, da sem jaz imela en A4 format, kjer je bila vizija, ključni cilji, 6 ključnih strategij, pa 5 ključnih vrednot spisanih. In s tem smo mi šli do vseh deležnikov, do industrije, do sindikatov, do vseh skratka in do mojih kolegov znotraj komisije in smo rekli, lejte, tole bi mi radi naredili, kaj lahko vi zraven prispevate oziroma pri mojih kolegih, kako lahko jaz tvoj portfelj naredim boljši z prometnimi zgodbami. Super. Zdaj, verjetno tako ekipo veliko voditi mora biti res izziv. Tako da mi povej, kako je po tvojem mnenju pomemben, se pravi, prvič zelo jasno komuniciranje, kot drugič pa dejanje nekega konstruktivnega feedbacka. Zdaj, ali je to v obliki pohvale ali pa včasih tudi mogoče graje ali pa kakšnega negativnega komentarja. Feedback, povratne zanke so izjemno pomembne. Je pa res, da spet niso vsi za njih pripravljeni. In recimo moj izziv znotraj komisije je bil sploh vzpostaviti poligon, kjer so ljudje bili pripravljeni za te povratne dialoge, ker to je vendarle neka zelo hierarhična struktura. In ta koncept ekosistema, vse na koncu smo bili že vsi tam, ampak na začetku pa moram reči, da ni bilo tako enostavno, ker so ljudje rekli, povej kaj. Ne, dajmo se usesti pa se zmeniti, ker to bomo mogli vsi pa delati. Tako da je bil izziv dobiti ljudi na te odkrite dialoge, ker so pa zelo gledali po hierarhiji, kdo sedi za mizo, kdo bo kaj rekel, kdo so v prvi oglasu. No, pa sem pa začela te sestanke voditi izven naših pisarn. In smo šli ali v naravo, ali smo šli čisto nekam drugam. Imeli smo vsako leto team building, 2-krat smo bili v Sloveniji, tako na raftingu, pa pohode smo imeli. Tako da, in pa takrat smo se res zmenili za te najbolj ključne elemente in so pa vsi malo lažje zadihali, ker so vedeli, recimo 1 leto naprej, kje bo glavni poudarek in je bilo potem sodelovanje veliko lažje, tudi ta povratna zanka je bila veliko lažja. Moj izziv je bil bolj dobiti od njih povratno zanko meni nazaj, kako doživljamo odzive v prostoru na nivoju naših deležnikov. Ampak z malo dobre volje smo tudi počasi to povratno zanko vzpostavili. So pa zelo pomembne za to, da znamo delati refleksije. In če mi dovolj, sem to. Čekaj, prosim profesorje, ki tole poslušajo, ali pa direktorje, dajte ustvarjati pogoje, pa dajte učiti mladino samorefleksije in timske refleksije. To ni kritika, ampak da ti se usedeš na koncu projekta pa rečeš, kaj sem se zdaj naučil v dobrem in v slabem. Česa nočemo ponavljati, kaj se nam bo pa ohranilo kot nek nov modus operandi za naprej. To zelo pogrešam v slovenskem prostoru. Absolutno. In zdaj moje naslednje vprašanje, kar se boš verjetno strinjala, da iz napak se največ učimo, oziroma ne bomo rekli temu napak, ampak izkušnja. Tako da, koliko je zate sploh, glede na to, da si inovirala ogromen ekosistemov, koliko so recimo zate te napake oziroma izkušnje pomembne? Sam rekel, napake, če bi gledala zdaj nazaj, in to je zelo zanimivo, ne bi svojega življenja ničesar izločila, ker vse to, kar sem doživela, me je naredilo. So pa izkušnje, ki pustijo ene težje posledice in nas soočijo z našimi notranjimi mogoče dilemami ali pa slabostmi in so tiste, ki nas dvignejo in seveda ponesejo potem mogoče mnogo dlje, kot smo celo sami pripravljeni iti. In se mi zdi, da je v resnici na dolgi rok veliko težje upravljati uspeh kot neuspeh. Oziroma te boleče izzive, ker takrat veš, da moraš na sebi nekaj narediti, veš, da imaš neke nerazčiščene mogoče blokade v svojih ali emocijah ali duhovni sferi ali pa fizični. Ko te pa uspeh ponese zelo daleč, pa vidimo, da mnogokrat ljudje niso
vedno sposobni absorbirati. In to je spet ena stvar, ki je treba več tudi mladine učiti, da uspeh je dober, to ni nič slabega. Če dobro zaslužiš, ni nič slabega, ampak moraš s tem znati odgovorno upravljati. In tega se še ne učimo. In je škoda, ker to v resnici uničuje osebnosti. Se strinjam. Zdaj, ti imaš res, bom rekel, zelo bogat CV, od tega, da si bila gostujoča profesorica do svetovalka, zdaj predsednikov uprav, direktorjev do komisarka Evropske unije za mobilnost, pa še bi lahko naštevala. Kaj pa v tvojem življenju oziroma zate bil največji uspeh? Da bi lahko rekla, to je bil pa ta trenutek, ko sem pa se zavedala, wow. Uspeh je relativna stvar. Kar meni veliko pomeni, da sem skozi to življenje, kakorkoli me je vodilo in mi dalo priložnosti, je to, da sem v vsakem trenutku, ki se je ponudil, znala presoditi zaenkrat, ali je prav ali ni prav zame. In takrat, ko sem začutila, da je nekaj ta prava stvar, nisem čakala niti sekunde, da sem vstopila v priložnost. Če vem, takrat, ko se je bilo treba odločiti za iti v Bruselj, ne, zame je bil to totalen šok, predsednik vlade me je povabil v svojo pisarno, jaz sem bila v trgovini, sem še z vrečkami prišla njemu na sestanek. In ko so me soočili s to možnostjo, je bilo točno 5 sekund, da sem pogledala, če je kakšna blokada na telesu in na telefonu odprtem je bil pa predsednik Juncker. In je bilo treba reči ali ne. In takrat sem začutila, da je to ta prava poteza zame in sem vsem izjemno hvaležna, največ pa življenju, da mi je to omogočil, ker je to res fantastična izkušnja, predvsem zato, da razumeš ne samo sebe pa svojo okolico, pa predvsem mehanizme, ki usmerjajo razvoj neke generacije, ki usmerjajo razvoj neke populacije, ki usmerjajo razvoj nekega kontinenta in zato verjetno se začeli kristalizirati te zgodbe okrog ekocivilizacije. Zdaj, še eno vprašanje, ki vem, da se mi zdi na isti valovni dolžini, kar so se že pogovarjali glede Slovenije. In jaz bom rekel, da smo res fascinanten narod, zelo, zelo genijalen, ogromno imamo inovatorjev. In ko si ti prišla v Evropsko unijo, se pravi kot predstavnica Slovenije, kaj to pomeni takrat zate? Ker ti si na novo v bistvu postavila neke nove mejnike. Kot si rekel, tudi jaz imam to deželo res izjemno rada, bolj potujem, dvakrat sem bila v tujini, enkrat 5 let pa pol, drugič malo več kot 5 let. In cel svet praktično obredla. Take dežele, kot je ta, je ni. In jaz samo vabim vse, da končno to sprejmemo kot eno dejstvo. Ne, da se skozi tega bojimo in se neko distanco približujemo temu dejstvu, da je to biser ne samo v Evropi, ampak na svetu. Živimo v enem takem ugodnem podnebnem okolju, potem naravno okolje je dano in res čudoviti ljudje. Imamo pa veliko nerazčiščenih travm. Skozi stoletja je bil to prostor, skozi katerega se je sprehajalo mnogo vladarjev, mnogo različnih filozofij, mnogo različnih agresij. In seveda imamo to vse shranjeno v nekih genetskih zapisih in bi bila zelo vesela, če enkrat to mi kot Slovenci ozavestili in se družno od tega poslovili, ker nam res nič več ne služi. Če nam je prej služilo, da smo znali se vendarle prilagajati tem agresijam in na nek način preživeti, kar je izjemen dosežek, dajmo zdaj reči hvala lepa, zdaj pa ne rabim več tega bojazni, ne rabim več tega strahu, ne rabim več tega sovraštva in tega konstantnega preživetvenega nagona. Jaz lahko na polno zadiham v tej lepi deželi in začnem soustvarjati svet, ki ga hočem živeti. In s to filozofijo sem šla v Evropsko unijo in ne vem, meni je bilo sodelovanje z temi različnimi narodi, z različnimi kulturami res užitek, se je bilo pa treba vedno vživeti v njihovo zgodbo, da si lahko odkril element, na osnovi katerega si se potem povezal in delal kot tim skupaj naprej. Prej sem menila, da ti je šport tudi veliko pomenil v življenju in ogromen velikih vodij, ki se pogovarjamo z njimi, je v bistvu šport jim dal nek zagon oziroma je bil neka paralela, ki so jo vlekli med nekim, se pravi, poslovnim svetom pa osebnim svetom. Koliko je zate bil šport pomemben? Misliš, da je bil tudi šport ta faktor, da si prišla na vse te položaje?
Prvo moramo zavesti, da si jaz nobenih teh položajev nisem nikoli zastavila za cilj. Ampak jih je življenje ponudilo in se mi zdi vedno takrat, ko sem bila pripravljena in sem jih zagrabila. To je eno, in vabim mlade ljudi, da si ne postavljajo položajev za cilj, ker jih bo ta cilj ugonobil. Ampak delajte tisto, kar res verjamete, da ste poklicani, za kar ste poklicani, da uživate v tistem delu in delajte dobro. Ne delati kompromisov, pa probati ene hitre bližnjice obirati, predvsem tudi v odnosu do trga, no, ampak pustila to za enkrat stati. Kar se pa športa tiče, tam pa mogoče malo razočarala, ali pa ne, kaj pa vem. Meni, kot sem že prej omenila, je bil šport poligon, da sem se jaz izoblikovala, sama do sebe znala, prepoznati moje lastnosti, na kakšen način odreagiram pri stresu, kako se lahko znajdem, kaj potrebujem za to, da lahko dosežem nek rezultat, dajva reči. Ampak nikoli mi ni bil res cilj, ne vem, zmaga je bila že fajn, ampak cilj mi je bil, da uspem zadeti tisti perfect shot. Meni ni bilo dosti, da je na obroč padlo, pa šlo v koš. Meni je mogel biti mrezca, recimo pri košarki. In pri metu kopja, meni je bil tisti užitek, doživeti trenutek, ko čutiš, da kopja res leti in je podaljšek tvojega telesa, ali pa disk. Pa tako. Tako da to me je vedno res pritegnilo. Hkrati, pa to pa je ta del, ki bi zelo povabila vse, da vzamejo si sekundo in ne razmislijo, je pa, da sem ugotavljala, da v resnici tekmovalnost, mogoče šport je ta zadnji, kjer je to izziv, ampak tekmovalnost kot taka verjetno ni prava prihodnost družbe in jaz ne verjamem v konkurenčne modele več. Zakaj? Pa moram to zdaj razložiti, če dovoliš. Lepo prosim, dej. Zaradi tega, ker ko ti vstopiš v konkurenčni odnos z nekom, ti pristaneš na že znana pravila igre. Ti konkuriraš z nekom, se primerjaš. S kom se ne jaz primerjam? Vsak od nas je enkratno, neponovljivo, čudovito bitje 100% talentov. S kom se ne jaz primerjam? In kar je tudi v poslu meni zelo veliko vedno pomagalo, pa tudi v politiki, je, da si izbereš trg na osnovi tvojih ključnih sposobnosti. In se vprašaš, kdo to pazi ceni in je pripravljen pol tudi kaj plačati. In potem s tistim delom trga vzpostaviš odnos in probaš seveda delati čim bolj uspešnega oziroma prepoznavati potrebe, ki tudi tebe potem razvijajo naprej. In to je en ples, to je en tak vzajemni vpliv in takrat, ko se to vzpostavi, sta obe strani uspešni. Ker delata iz srca, delata na polno, zato ker veste, da to vodi v nek razvoj. Ker tako tudi jaz v bistvu življenja vidim, da je naša naloga, da maksimiziramo svoj potencial in manifestiramo tisto, kar smo sabo ob rojstvu prinesli. Zdaj pa kontra. Prej si v bistvu povedala, kaj je nek, recimo, recept, ali pa kako si ti postavljala ekipo, da je res zelo motivirana, zelo produktivna. Kaj pa po tvojem mnenju so dobre lastnosti oziroma so lastnosti dobrega vodje? To je spet zelo, tako bom rekla, tricky vprašanje, po eni strani zahtevno. Zelo težko mi predpišemo, kdo je dober vodja. To zelo zavisi od cilja oziroma od projekta, od problema, s katerim se ukvarjaš, od priložnosti, ki jo nagovarjaš, katere lastnosti v resnici to potrebuje. Je pa gotovo se meni izkazalo, da potrebuješ za nekoga, ki drži prostor za druge ljudi, da lahko delajo, kar v resnici vodja dela, je fajn, če si čim bolj celovito zgrajen, kar pomeni, jaz gledam človeka skozi 6 dimenzij in vseh 6 dimenzij se mi vedno znova izkazuje, da so zelo pomembne. Ena je naša fizična in moramo vzdrževati svoje fizično ravnotežje. Za enega je, da se nabilda in je v telovadnici vsak dan po 2 ure, za drugega je to dovolj, da gre za pol ure vsak dan na sprehod ali pa enkrat na teden v hribe. Jaz nič ne sodim kako, ampak ti se moraš čutiti udobnega s telesom. Druga lastnost je intelektualna stabilnost. Vedeti moramo, da v resnici kot posamezniki zelo malo vemo. Skupaj vemo pa vse. In hkrati moraš biti dovolj ozaveščen, da
če se spuščaš na neko področje, je tvoja odgovornost, da v tem področju tudi nekaj veš. Absolutno. Ne rabiš biti specialist, ampak vedno moraš vsaj toliko, da znaš spoštovati ključne zakonitosti, ki na nekem področju obstajajo. Se pravi, intelektualno prožen, te morajo zanimati stvari kot vodja, se moraš znati umeščati v različne stroke in zato vsaj žargon moraš obvladati. Recimo, meni je bil to na začetku največji izziv v EU, osvojiti žargon, pa izraze, da sem se sploh lahko pogovarjala. Pol je tretji element je čustvena stabilnost. Biti dovolj kritičen do sebe, da vidiš, katere stvari te čustveno vržejo iz tira in da na njih delaš. Orodij, kakor hočete. Takih in drugačnih, vsak lahko svoje orodje najde, da začne čistiti te svoje temne lise, ki si jih podedoval skozi generacije. Vemo, da zdaj se vsaj 5 ali pa celo 7 generacij genetskega spomina lahko podeduje, od otroških frustracij, najstniških, pa do, ko si že vstopil v odraslo obdobje. Ampak tvoja dolžnost je, da to čistiš, ne dolžnost družbe. Četrta dimenzija je duhovna dimenzija. To zelo zanemarjamo. To je rečem tisto, kar je neoprijemljivo. Mi smo se v Inko gibanju, eno gibanje, ki sem ga vodila na 6 let pred mojo politično kariero, smo se zelo veliko z intuicijo ukvarjali. In kako čistiš, da ti lahko si senzibilen za impulze v prostoru in znaš prevajati potem tudi v neke konkretne informacije. In seveda potem socialna dimenzija, da čutiš prostor. Mi dva sva danes v stavbi BTC. Kaj je glavna prednost BTC? Je to, da ima tudi to družbeno senzitivnost ves čas prisotno in ne skrbi samo za lasten uspeh, ampak širi ta uspeh tudi na številne druge deležnike v prostoru. In to ga dela vsak močnejšega in močnejšega. In še zadnja, 6. dimenzija, ki je pa energija, energetska. In spet pozna dovolj telo, da veš, kater tip energije se je v tebi, bom rekla, ustavil ali pa se je usedel vate, ker vemo, da iz kvantnega vidika, da smo itak vsi ena sama vibracija. In je zelo dobro vedeti, katera vibracija si, zato da potem razumeš, kako se vzpostavljaš odnos z drugimi. Evo. S kom vibriraš. Super. Daj mi povej, koliko je zate pomemben, oziroma in tudi ti verjetno si imela, da imaš nekega mentorja, da dejansko imaš osebo, ki ti svetuje čez življenje, pa se lahko na njega zaneseš. To je zdaj spet zahtevno vprašanje, ker v vsakem obdobju se pojavi učitelj. In tudi potem, ko učitelj svoje opravi, tudi odide. Seveda so mi bili prvi moji starši. Meni sta dala starša en izjemen prostor varnosti. Meni ni bilo nikoli strah. To ne pomeni, da nisem bila čas previdna, ampak ni me bilo strah in to je en tak čudovit občutek, ker je vezan na moje otroštvo, s tem, da sta mi pa zelo veliko pustila tam. Na travniku smo se lovili, podili od jutra do večera, odraščala sem sreči na vasi. In je bilo to ena taka zelo majhna skupnost, ki je zelo skrbela, za vsi smo bili otroci do vseh in smo se v resnici zelo varno si počutili. Pa vstopajo učitelji. Zelo pomembni so učitelji v osnovni šoli. Nažalost, če bi se učitelji zavedali, kako pomemben vpliv imajo na svoje učence, pa če bi se tudi sistem zavedal, bi že zdavnaj omogočil tem učiteljem, da se iz nekih delovnih konceptov, ki so bili naštimani za produktivnost in za delovna okolja, bi mi vsi sodelovali pri tem, da bi res imeli v šolskih sistemih in da bi prisotno ta koncept mislečih okolij, kjer je inovativnost ključna, kreativnost, kjer je lateralno razmišljanje, kjer je sodelovanje, kjer je konstantna radovednost, tista, ki pride naprej. Zdaj pa ne učitelji niso v to smer izobraženi, sistem pa še manj. In pa imamo problema, ker vam pridejo otroci iz šolskih sistemov, ki so narejeni za neka delovna okolja. Podjetja pa je to ta zadnjo, kar iščejo. No in pa isto se ti zgodi v srednji šoli, enako, kako pomembni so profesori, predvsem pa je v srednji šoli izjemno pomemben tudi to okolje, ti razni krožki, razne dejavnosti, ki te začenjajo zelo izoblikovati. In mene je to zelo, Tudi mene. Res. In pa seveda faks, kjer so pa že projekti. Tam smo pa, jaz sem od 2. letnika naprej skozi bila v službi, mislim, delala kot študentka in vse, kar smo se na faksu učili, smo takoj pretvorili pol v delavnice za druge. In
je pa ta okolje odprto za podjetništvo, za vključevanje, povezovanje z okoljem. To je bilo za mene izjemno pomembno. Ne. Pa so se pa začeli pojavljati že tudi učitelji na drugih nivojih, ne samo trenerji, pa učitelji v šoli, pa starši, ampak potem sem jaz sprobala mnogo različnih duhovnih tehnik, ki so mi pa odprli to svobodo duha. Vzgojena v nekem katoliškem duhu, samo obstajajo svetovi, ki te naredijo pa celostno, so me povezali, tako Indija, Latinska Amerika, in to je na mene naredilo zelo velik vtis in je za zmeraj ostalo tudi globoko v mene. Ampak to so spet za mene bila samo orodja in se premikam naprej in iščem ta orodja dalje. Daj mi povej, kako se tvoj dan začne? Imaš ti kakšno posebno rutino? Imaš kakšen, ne vem, ustaljen urnik, da rečeš, zjutraj preberem maile, ne vem, imam kakšno trenutek zase? So take razvade, ja. Ja, jutro je najprej za raztezanje. To je tako res dobro raztezanje in mi je všeč, ker sem dobila na tej poti razvoja par odličnih vaj, s katerimi predvsem zbudim telo. Potem pa je skoraj vedno vstanem in grem, ker nimam ne računalnika, ne telefona, posli tega ne maram. To namerno verjetno? Namerno. In grem in vzamem telefon ali pa iPad in pregledam novice, da vidim, če svet še vedno stoji. Malo te glavne maile poskušam odgovoriti, če niso prezahtevni. No, pa klasična rutina, zajtrk, potem pa meditacija. In tega sem se pa zdaj navadila, pol ure meditacije, ki me pa zelo umiri. Stresi so res veliki. V Bruslju mi je pomagala veliko joga. Potem sem pa prišla v stik z meditacijo na bolj dnevni osnovi in moram reči, da teh pol ure mi pomaga, da vidim svet dan pred sabo, pa dan za sabo in razširim tudi, rekel, nek globalni prostor in probam začutiti neke vibracije, ki so pa tudi zame pomembne. Predvsem pa sprostiti telo. To je res pomembno. No, potem je pa vse nepredvidljivo. Pa go with the flow. Super. Ja. Daj mi povej, a si ti, na primer, ogromen podjetnikov, ki smo imeli, oziroma vodi, si ponovadi v nedeljo naredi nek plan za naprej, si postavil neke mini cilje, tedenske ali pa mesečne. Imaš ti tudi kakšno tako stvar, da si narediš, pa si rečeš, ta teden moram pa to doseči? Moram pomisliti, v katerih vlogah. V tem trenutku tega nimam, imam pa seveda urnik poln in vedno pogledam vsak dan za cel teden, koga me pred sabo čaka, imam ta, rekla, drsni plan v glavi. Ampak zdaj, to planiranje je seveda koristno, če razumemo, da je stvar konstantnih sprememb. Da nam ne postane ovira, da potem nismo dovzetni za impulze, ki prihajajo. Ne. Ker meni je pred kratkim en ful dober intervju z enim italijanskim filozofom in ima s tem veliko veze, čeprav mogoče neposredno izgledala. In se ga vprašal, a bo res ta prihodnost naša zdaj, te družbe, da bo vse kontrolirano, da bo vse računalniško vodeno, nadzirano, vsa naša gibanja in vse. In on je rekel, ja, ko se pogovarjam s kolegi po svetu, vsi mislimo, da je to zelo verjetno. Prav sem. In gospod je blizu 80 star. Je pa rekel, vendar življenje me je naučilo, da tisto, kar je zelo verjetno, se ponovadi ne zgodi. Zato je treba zelo paziti in prepoznavati možnosti, ki se razvijajo, zato da bomo znali pa ta pravo zagrabiti. In to je recimo meni vodilo. Super. Zdaj, glede na to, da si imela zelo, zelo močen položaj kot evropska komisarka za promet, kje pa ti vidiš prihodnost, da se še malo te teme dotaknejo, prometa, pa teh raznih v bistvu disruptorjev, digitalizacija prihaja oziroma je že tukaj? Predvsem jaz vse vabim in to je tudi eden od glavnih, rečemo, vsebinskih elementov ekocivilizacije je, da moramo zelo paziti, da nam orodja ne postanejo cilji. In ravno, če gledava promet, mene osebno najbolj so zmotivirale negativne posledice razvoja. Se pravi, smrt na cestah, potem onesnaženje, potem izjemna izguba
našega življenjskega časa v raznih cestnih zamaških in podobno. Ne? In tudi v prometu vsaj upam, da se bo ta trend nadaljeval. Smo mi že nadaljevali neke začrtane cilje prejšnjih komisij, sami pa še tukaj močnejše uvedli ta koncept razogljičenja, torej vizija nič do 2050 strani prometa, ki je trenutno drugi največji onesnaževalec. S tem pa, da bi rada povedala, da vabimo vse, da je sključno z mano, da dobro razmislimo, ker med temi onesnaževalci je 70% prihaja iz cestnega prometa in od tega več kot 65% od osebnih avtomobilov. Ker velikokrat poslušamo, kako aviacija onesnažuje, pa ja, onesnažuje, pa če pogledaš na posameznika, je res onesnažuje bolj kot en avto. Ampak na kaj imamo pa mi res vpliv, je pa na to, kako se odločam, kakšna bo naša urbana mobilnost, kakšna bo naša ta lokalna mobilnost, in tukaj smo mi močno zastavili pač koncept železniških povezav, ker se železnice trenutno najmanj onesnažujejo od vseh prometnih oblik. Potem mikromobilnost in vračanje mest ljudem, se pravi, v mestnih jedrih naj bi se predvsem ulice sprostile za ljudi in za mikromobilne koncepte, potem pa preko inteligentnih nodov, kjer se srečajo medkrajevne povezave in mikromobilnost, zagotoviti, da imaš ti lahko tekočo povezavo od vrat do vrat. Na tem se zdaj dela, tle se tudi največ investira in hkrati spodbuja potem, da se multimodalnost pripelje not kot osnovni koncept, se pravi, da se pa vendarle maksimizira izraba že obstoječih investicij in kombinirani prometi pomagajo pri tej večji učinkovitosti in izrabi. Tako da, kaj vidim jaz kot prihodnost? Vizija nič v smislu smrtnih žrtev do 2050, vizija nič v smislu onesnaževanja oziroma nevtralnosti, lahko je tudi to obliki nekih odpustkov in podobno. Potem brezpapirno poslovanje, popolnoma, se pravi, totalna digitalizacija in digitalen, transparentna raven tako na mikromobilnosti kot na globalni oziroma mednarodni mobilnosti, in v to smer gre. Mi smo veliko zastavili, naslednja komisija bo še nadaljevala to in mislim, da tukaj ne bo prišlo do kakšnih odmikov. In potem prehod na povezana, sodelujoča in avtonomna vozila, letala, ladje, vse to že obstaja, vse to se že testira v praksi, tako da to ni več zdaj noben velik bav, 6 let nazaj pa še bil. Neverjetno, kako se tudi lahko mentalni ustroj ljudi spremeni v tako kratkem času. Kar smo pa še mi dodali zdaj, ima pa Evropa prva, ker ima vse evropsko regulativo, zakonodajo, standarde in zdaj že implementacijo za urbano aviacijo, kar pomeni samovozeče urbana aviacija, to so droni in pa leteči avtomobili. Velikokrat se ljudje nasmejejo temu, jaz vam povem, približno v 2. letu mojega mandata smo imeli tako enih 15 ljudi v sobi in smo si zadali, mislim, da sem jaz lahko razložila, kaj želim narediti za konec mojega mandata, sem rekla, da bi rada na mojem vrtu imela drona parkiranega, se usedem noter, pritisnem na gumb in me bo odpeljal nekam v hribe, kjer ni cest, in bo tam lahko pristala in spet prišla varno nazaj domov. In ta imidž je dejansko bil živ do konca in je vsem bilo jasno, kaj je treba narediti, in smo speljali. In zdaj je samo vprašanje let, jaz računam, da do 2030 bojo že prvi cargo droni sigurno leteli, potem bojo pa še ljudi. Pač največji izziv je vedno varovanje, security. Ampak gre, evo, kreirana je nova zgodba in kar je najlepše, v zrak nič ne investiramo. Ni infrastrukture. Zdaj, ti imaš res, se opazno, da imaš blazno energijo in pa strast. Tako da mene zanima, ko si vodila te tvoje večje time, pa tudi zdaj manjše, kako pa ti preneseš to svojo energijo in kako motiviraš zaposlene? Jaz tako priznam, če sem ful naporna, in to vam bodo vsi povedali, zato ker včasih težko sama sebe z govorom dohajam, ker se mi slike, jaz sem zelo slikovan človek, jaz se vidim in težko z govorom dosti hitro dohajam, kar možgani producirajo kot slike. Ampak, kar lahko rečem, je, če vprašate za mojo tehniko, jaz
pri meni ni skrivnosti. Vse je na mizi, vključno s finančnimi tokovi. Vsi vedo za vse informacije v okviru firme, recimo. Skupaj smo se odločali o projektih in predvsem smo tudi skupaj diskutirali, če je bilo kakšen problem. Tako zelo odkrito. In to sem tudi potem v Bruslju probala prakticirati, seveda pri financah je čez druga zgodba. Ampak mi smo imeli vsak teden sestanek ob torkih s timom ali pa v ponedeljkih, če se je dalo, če smo že bili nazaj. Smo imeli sestanek s timom glede celega tedna, potem smo imeli pa vsak teden ob četrtkih ponovadi sestanek, kjer smo se pa vsebine pogovarjali. Na začetku tedna je bil urnik, pa aktivnosti, enkrat sred tedna pa vsebina, razvoj, kaj lahko naredimo. In takrat smo se sprašvali, kako lahko mi s prometom koristimo mojemu kolegu komisarju, ki pokriva kmetijstvo. In tako je nastal koncept pametnih vasi. Ker smo hoteli pomagati. Super. In poleg mobilnosti je zdaj v tej konceptu pametne vasi še digitalno področje, pa energetika, pa socialne storitve. Potem smo rekli, kako lahko mi pomagamo pri uresničevanju, recimo takrat, ko se je Evropa odločila, imela svojo obrambno strategijo. In smo tako razmišljali in smo prišli s konceptom vojaška mobilnost, ki je zdaj sicer zaradi Brexita oziroma zaradi Covida malo finančno okleščen, ampak čisto nov koncept se je rodil. Tako smo pa rodili ta urbani aviacijski prostor na isti način. To so te odprte diskusije, kjer vsi lahko govorijo, mislim, vsak se odziva ne po neki hierarhiji ali pa nekem določenem vrstnem redu ali pa v naprej pripravljeni agendi, ampak je to nek sproščen pogovor o neki temi, ki jo je nekdo identificiral, ali sem jo jaz, ali jo en kolega, in pa se razvija debata. In to se mi zdi je zelo pomembno. Tako da ni pa formule, res, samo iskren bodite. Vsi, ki vodite, bodite iskreni, priznajte tudi svoje napake. To se mi je enkrat en moj kolega zjokal, ker je rekel, da še v življenju ni politika srečal, ker bi samo opravičil, ker sem jaz nekaj zamočila. In je dejansko, do sol sem ga spravila, ampak v redu. Je pa to resnično ena blazna kvaliteta, je, da ja, vsak je zmotljiv, vsak lahko naredi napako. Priznajte jo, ker v trenutku, ko je ne, se bo tam zgradila neka tako negativna energija, ker nekdo bo pa mogel prevzeti odgovornost na koncu. In res samo maksimizirati tisto, kar je dobro v nas. Se stvari kar lepo odvijajo, nič nam ne fali. Povej, zdaj v času pandemije pravi, da smo preskočili 3 leta digitalizacije, da smo izkrčili v bistvu 2-3 mesece. Katere kanale pa ti uporabljaš za komunikacijo s svojo ekipo? Zanimivo vprašanje, zato ker sem ravno pred 2 dnevi, ko smo hodili po Istri, smo se s prijateljcem to pogovarjali. Za mene še vedno je najmočnejša socialna mreža. Jaz še vedno, če rabim, recimo, čisto banalen primer, če rabim mojstra, jaz bom poklicala nekoga, ki vem, da mi bo lahko dobro svetoval. Ponovadi mami. Ona obvlada vse te mojstre. Ali pa oči. Ampak ta socialna mreža je za mene zelo pomembna. Potem imam pa klasične socialne medije, kjer sem tudi zelo aktivna, Twitter, Facebook pa LinkedIn. Instagrama nisem osvojila, se mi zdi, da vendarle je prav, da tudi znamo z besedami izraziti neke svoje emocije in dodati sliki še svojo osebno noto. Potem pa knjige. In spet knjige zelo po intuiciji zbiram. Mene knjiga pokliče, tako največkrat rečemo. In imam zdaj, nažalost, mi jih je zdaj zelo veliko poklicalo. Mene se zdi, da jih je 26 knjig zdaj na mizi, kar se še nikoli ni zgodilo. Ampak mislim, da bom se čez poletje potrudila, bom malo zmanjšala ta kupček. Je pa knjiga in potem sledim, imam zelo širok diapazon časopisov, ki jim sledim. Kaj sem se naučila kot komisarka? In to je recimo za ta čas teh fake newsov in teh kritičnih in kriznih obdobij po moje zelo pomembno. Mi smo imeli vsi komisarji televizijo v svoji pisarni in jaz sem imela odprte, tako da sem na hitro enega za drugim, da sem lahko poklikala. Sem imela BBC World, imela sem 24 News, to je tudi mednarodna mreža od Francozov, potem sem imela CNN, pa sem imela Al Jazeera, pa imela sem Russia Online. In vam povem, da včasih, ki je prišla kakšna taka udarna novica, si pogledal vse te
kanale in nisi vedel, da gledaš isto novico. Ja. In se mi zdi, da je ta perspektiva, ki pripelje različna mnenja, različne poglede na isto temo, zelo pomembna in pa moraš sam si oblikovati svoj odnos do tematike in pa mogoče preveriti v socialni mreži pa tako naprej. Ni lahko danes prepoznati, kaj je res in kaj ni, predvsem pa kaj je relevantno in kaj ni, ker je poplava informacij ogromna in vsak medij zastopa pač svoj pogled. Če že sledimo medijem, moramo vedeti, kateri interesi so zadaj. Danes je samo nekaj zelo majhnih medijev, ki so res neodvisni. Vsi veliki mediji so pa odvisni in to postava kar problematično. Zdaj, omenila si 26 knjig, pa da spremljaš medije, da imaš nek seznam. Koliko je zate pomembno, ne samo kot vodja, ampak kot oseba, da vlagaš v razvoj, da se stalno izobražuješ, da širiš znanje? Jaz ne znam drugače vedeti. Ne morem. Meni se zdi, da je to edini način, da ti lahko potem tudi sebe razvijaš naprej. Je ta radovednost in ta želja, da razumeš več, kot si razumel včeraj. In to spoznanje ti pol pomaga, da lahko tudi bolj objektivno vidiš dogajanje okrog sebe in se pol tudi mogoče, upajmo, lažje znajdeš v različnih situacijah. Kaj pa tvoje mnenje glede networkinga oziroma mreženja? Ker se mi zdi, da ogromno mladih se včasih boji narediti ta prvi kontakt, pa ogromno imamo, kot si že omenila, socialnih medijev, omrežij, kjer lahko to naredimo. Mreže so zelo pomembne. Je pa spet isto kot z novicami. Si moraš vzeti čas, da ugotoviš, v katero vstopiti, ali imeti pa toliko sčiščeno intuicijo, da ji zaupaš, da te vodi in jo ne jo ignorirati. Niso vse mreže fajn. In tudi vse mreže vam ne bojo pomagale, da rastete. Tako da biti kar selektiven, hkrati pa odprt, da poskušaš novo, vendar dajte ali delati na intuiciji, ali si pa vzemite čas pa pogledajte, v kaj stopate, ker ta svet je postal tako zelo povezan, da ni več Slovenija izolirana zaradi majhnosti, ampak je del vsega. Mi smo bili navajeni, da določenih stvari v Sloveniji pač ni bilo, zaradi tega, ker v taki majhni populaciji se pač niso pojavile. Zdaj smo pa del vsega in dobrega in slabega. In je treba se tega zavedati. Zdaj, eno stvar bi se še dotaknil. Ti si napisala tudi 2 knjigi in ena izmed knjig ima naslov The Magic of Contribution. In me zelo fascinira, tako da me zanima, kaj se skriva v teh knjigah. Se pravi, nisi kliknil. Nisem še. V bistvu je ta knjiga nastala po 5 letih enega res aktivnega delovanja in gibanja, kjer smo uspeli preko 5000 Slovencev in Slovenk povezati preko različnih dogodkov, na različnih temah, ki se nas tičejo kot posameznikov, družbe ali pa nekega manjšega ekosistema, podjetja ali pa skupnosti, recimo. No, in tam je bilo tukaj enih vrednih stvari, da sem jaz hotela to povedati svetu. Kaj se da narediti, če se sodeluje, če so to neki odprti, vključujoči sistemi, kaj vse lahko sproducirajo. Ker je res, se srečujem zdaj ljudi, ogromno je tistih, ki so bili aktivni, so danes uspešne posameznice in posamezniki in zelo še z nostalgijo se spominjamo teh trenutkov. Ampak kaj je bilo to glavnem moto? Jaz sem takrat padla noter v eno skupino, ki je organizirala svetovno konferenco v Vietnamu za sistemsko znanost. To je bila System Sciences Society. In smo si postavili za glavni cilj, in to je bil tudi moj stik potem s konceptom ekocivilizacija za cvetoč planet. In to je bil naslov konference. In bolj sem jaz s temi mojimi ostalimi kolegi, eno let smo se pripravljali na to, bolj smo šli v globino, bolj sem zagotavljala, koliko tega mi tukaj počnemo. Zdaj moramo pa mi knjigo napisati. In v tej knjigi so opisani vsi naši projekti v tistem obdobju, kdo je bil, kaj smo se naučili, kako smo se tega lotili, s slikami, z vsemi imeni, z vsemi uvodniki in zaključki, statistikami celo. In
potem sem jaz to dala tudi v elektronsko obliko in sem tam vsem udeležencem razstavljala in še pol leto po tistem, kamorkoli smo šli, smo pol te CD-je talali in ne vem, koliko jih je sploh odprlo ta CD, ampak sporočilo je bilo pa zelo močno in vem, koliko je bilo tam na sami konferenci, sem zaradi tega dobila veliko priložnosti za pogovor in mi je tudi to za zmeraj ostalo v spominu in to me je pol peljalo okrog sveta v resnici. Ta knjiga je meni odprla pot na številne mednarodne dogodke po Evropi in v Aziji in v Ameriki. Tako da sem celi ekipi zelo hvaležna in tudi dali smo vsem na razpolago. Kdor je bil član Inkogibanja, je to lahko uporabljal kot svojo vstopnico, ker so bili noter imenovani. Top. Pojdiva zdaj še malo na tvoje, recimo, osebno življenje. Kaj Violeta rada počne v prostem času? Spet, zdaj v tem trenutku zelo rada hodim. In če pogledate moj Facebook ali pa Twitter, boste videli, da je to res. Zelo imam rada celodnevne pohode, če se le da 2-3 dnevne. Recimo enega zadnjih smo naredili s kolegicam, smo šle Soško pot prehoditi in se še zdaj buči ta Soča v mojih ušesih in tiste barve in ta naravni ekosistem, ki je tam res ohranjen in ta pot je fantastično speljana, tako da ta vikend smo bili v Istri, smo našo dobro prijateljico Vido Gorevc, ki zdaj živi v Motovunu in dela odlične te pohodne poti. Smo odkrivali Istro, zdaj smo se že najavili na rudarsko pot in podobno. Slovenija ima ogromno teh poti in vem, da mogoče, ne vem, ampak upam, da mi bo večino uspelo do konca mojega življenja prehoditi. Daj mi še povej, kaj so pa te tvoji dnevni api, ki jih uporabljaš, ali pa najbolj priljubljeni api, aplikacije? Za komunikacijo WhatsApp, sigurno. Okay. Zato, ker je cela moja družina ga osvojila, tudi moja mami in oči, in je to na način, kako mi izmenjujemo slike, malo imamo te subgrupe in se obveščamo, kaj počnemo, ker smo seveda že kar dobro razpršeni. Všeč so mi ti api, ki mi pomagajo malo bolj prepoznati okolico, recimo ta, da vem, kateri hribi so okrog mene, pa da vem, katera ozvezdja so nad mano, pa da vem, katere rastline srečujem na teh pohodnih poteh. Pa seveda klasični vmesniki do različnih aplikacij še vedno uporabljam, tudi jaz Word, pa PowerPoint, pa Adobe, pa podobno, ampak. A imaš kakšne serije, ki so ti v bistvu med bližnjimi? Te serije bojo mene ugonobile, ker jaz imam pa ta problem, da serija je za mene film, in moram polkar vse videti. Tako da zelo previdno zbiram. Najprej pogledam, koliko jih je, če so 4-5, pol, okej. Zelo imam rada dokumentarce, tudi različne, ki jih je zdaj začel National Geographic, pa tudi nekateri drugi lansirati, ki je serija, ki kaže na razvoj sveta ali pa naravne ekosisteme. Imam rada dobre kriminalke, imam zelo rada dobre znanstveno-fantastične filme, ampak nimam rada teh raznih gnusnih stvari, ampak zelo mi je všeč, ker meni odpirajo nove možnosti razmišljanja in take rada pogledam. Pa ni nujno, da je glih najbolj vrhunsko zaigrano, pri takih gledam bolj po nove koncepte, pa nove filozofske konstrukte. Tako, s prijateljicem, prej smo z družino, zdaj pa bolj s prijatelji, pa si pogledamo včasih kakšno komedijo. Tako da, ne vem, težko bi izluščila žanr. Meni je vse, kar v tistem trenutku zapoje in mi služi, tisto pogledam. Zdaj, če počasi zaključiva, mi povej, kaj bi bili pa tvoji, recimo, 3 nasveti za naše poslušalce? In tukaj imamo zdaj od mladih podjetnikov do zelo izkušenih liderjev, do akademikov, do študentov. Lahko jih je tudi 5. Malo sem teh napisala, ampak ziher mi bojo zdaj kakšni drugi prišli na misel. Enega sem že parkrat ponovila tokom današnjega pogovora, torej, da res si vedno pripravljen, da začutiš trenutek in tudi priložnost, ki ti je dana, zagrabeš. To se mi zdi, in to je meni zelo pomemben tak ustroj razmišljanja. Nikoli si pa ne dajem za cilj
bolj mi je poslanstvo, mi je bolj pomembno kot cilj, da moram tako reči. Potem enega, ki sem ti tudi omenjala, je bil ta, da poslušajte notranji glas, ne hoditi proti svoji intuiciji. Jaz sem zdaj tako zavestno vem, da sem šla 4-krat proti tem in to so zelo dragocene izkušnje, ker sem si za svet obljubila, se to ne bo več zgodilo. Ta notranji glas je namreč ta vibracija, o kateri smo govorili in vemo, da smo mi vibracija in ta vibracija ima nek spomin in ima neko inteligenco, ki mi danes še ne znamo z našo fiziko izraziti, ampak sem prepričana, da jo bomo kmalu. Tako, skratka, to bi bil zelo en tak guiding principle, en tak nasvet. Hkrati pa mogoče tudi izkušnje iz slovenskega političnega prostora so vse naučile, da so vsi sistemi dinamični, da v življenju, v naravi in ker smo mi del narave, ne obstajajo statični sistemi. In vsakič, ko narediš potezo, ne pričakuje, da bo svet stal, ampak se bo vse ponovno prilagodilo na ta korak. Sem hotela reči, da je naš bivši premier dobil težko lekcijo iz tega naslova. Ampak res, sploh pa v poslu je to pomembno. Če mi naredimo eno potezo, moramo vedeti, da bo ta poteza sprožila v vseh mrežah, v katerih smo mi vpeti, neko vibracijo. Pri dobaviteljih, pri strankah, pri partnerjih, pri zaposlenih, pri lastnikih. In zato je mogoče dobro, da kot nek odgovorni, recimo, imaš vendarle 2-3 korake vnaprej scenarijsko predelane, ker si itak noben tistih scenarijev ne naredil. Samo s tem ti sam sebe daš v eno dinamično stanje, da si potem bolj odziven na nepričakovane stvari in jih jemlješ kot sestavni del enega procesa, ne pa kot šok ali pa pol kot en razkroj. Super. Violeta, jaz bi se ti zelo rad zahvalil za tvoj čas, tvoje izkušnje, znanja. Tako da hvala lepa. Hvala tebi za to povabilo, ker moram reči, da me je zelo presenetilo in lahko mogoče povemo vsem tvojim poslušalkam in poslušalcem, da moje prvo vprašanje je bilo, zakaj pa jaz tukaj? Vendarle gostiš izjemno zanimive podjetnike, podjetnice in res ta podcast je za mene eno novo odkritje, tako da hvala lepa za to priložnost. Tako da zdaj, če ti pa jaz dam repliko, zakaj ti, da te predstavim še samo, v bistvu zaključim v 2 stavkih. Se pravi, z nami je bila fantastična Violeta, ki je podjetnica, inovatorka, inženirka, popotnica skozi čas in prostor in hkrati vodja v vseh pogledih in pomenu te besede. Tako da res najlepša ti hvala. Hvala.